Ker vemo, da je mogoče z 9 dejavniki tveganja, ključnimi za srčno-žilne bolezni, pojasniti 90% vseh infarktov, je seveda tudi naše delo usmerjeno v spreminjanje vedenja za izboljšanje teh dejavnikov tveganja. To se dogaja v zdravstveno-vzgojnih centrih, o tem bo kasneje več govora na čist konkretnem primeru, torej v obliki delavnic. V mednarodnih raziskavah, ki potekajo po modelu IMPACT, primerjajo, koliko je na to zmanjšanje umrljivosti vplivala vrhunska tehnologija in zdravljenje, torej vključno s vsemi intervencijami, operacijami, umetnimi srci, ne vem, o čem se pogovarjamo, in tabletami, in koliko spremembe vedenjskih dejavnikov tveganja. Glejte, praviloma ugotovimo, torej za vse države, tukaj se mogoče ne vidi, ampak od ZDA, Nove Zelandije, Anglije in tako naprej do Finske. Finska je seveda najbolj učinkovita v smislu spreminjanja življenjskega sloga, so ugotovili, da je razmerje približno 60-40. 60 na račun spreminjanja vedenja in dejavnikov tveganja v zvezi s tem in 40 vse ostalo. Zdaj pa primerjajte seveda sredstva, ki so vložena v eno in drugo.